Lepo pozdravljene. Lepo je videti, da deca komaj čakajo, ko došli verovki. Vedno so začeli, jo na mene preleji med Slovenijo, da rekli, ej, dnes bo verovk. Ja, malo, počakaj malo. To je dobro, da radi prihajamo v dom Božji, mi starejši, v tej prostor, deca sebi primerno, in to je tudi Božji izziv za vse nas. Da enostavno poslušamo Božji glas, kjerkoli se nahajamo. Če se spomnite, prejšnje nedelje sem vam dal eno domačo nalogo. Prejšnje nedelje smo ne imeli pridige. Ko sem vam dal za naloge? Lojče, kuma šlo, si pozabil že? Psalm 78 se naj preštejte. To je eden zelo dragoceni psalm. Jaz sem ti prav enkrat drugič mu o tem gučil, ampak dokaj hitro je telefon zazvonil tej kerengi. Tako sem že gnes pa na vrsti in rad bi prelegel mu tej psalm 4, da malo razmislimo o bodočih generacijah. Tej psalm uči o tem na kratko, toliko smo mi čuli, toliko mi imamo, damo naprej. Zelo na kratko povedano, kasneje mu več. Ko je tisto, ko mi imamo? Ko je tisto, ko mi dajemo naprej? Prelekal bom 4 besedilo. Ko je vsebina naših pogovorov doma? Ko je vsebina naših pogovorov z znancami, da se srečamo? O čem se poučavljamo? Se spodbujamo? Se hrabrimo? Ali pa malo koga dojgrnemo? Malo kaj se cu izmislimo? Malo koga pošimfamo? To so besede. Kakšne so naše dejanja? Ali si v družini vzemamo čas za Božjo besedo? Ali pa to prijem domov z dela, si na kavč doj ležem, pogledam kakšen film, vzemem klopi računalnik, rajši špilem kakšne igrice, namesto kaj drugega. To so stvari, ki jih dajemo naprej. In stvari, ki jih mi dajemo naprej, to zaznamovalo bodoče generacije. Je naša odgovornost. In bodoče generacije bodo to dali naprej, ko so sami se navčili. Samo zdaj za razmislek. In zdaj lahko preštejmo psalm 78. Poslušaj, moje ljudstvo, mojo postavo. Nagnite svoje ušesa k izrekom mojih ust. Odprl bom svoje usta v priliki. Dal bom žuboreti uganke iz davnine. Kar smo slišali, reči, ki jih poznamo in so nam jih naši očetje pripovedovali, ne bomo prikrivali pred njihovimi sinovi, temveč bomo pripovedovali poznejšemu rodu o slavnih Gospodovih delih in njegovi moči, o njegovih čudežih, ki jih je storil. Postavil je pričevanje v Jakobu, postavo je položil v Izraelu, ki jo je zapovedal našim očetom, naj v njiju poučuje svoje sinove, da bodo spoznali poznejši rod, sinovi, ki bodo še rojeni, vstali in pripovedovali svojim sinovom, da bodo v Boga stavili svoje zaupanje in ne bodo pozabili Božjih del, temveč bodo njegove zapovedi izpolnjevali. Gospod Jezus, hvala ti je za te dragoceni tekst. Gospod Jezus, hvala ti, da je Božja beseda prišla do nas, da smo lahko jo mi spoznali. Gospod, dragi, in hvala ti, da imamo zdaj v pismeni obliki, v obliki knjige, da lahko proučujemo. Ampak hvaležni smo te, Gospod, dragi, za vse biblijske zgodbe, ki smo jih poslušali v naročjih dedekov, babic, v svoji preteklosti, ki smo jih poslušali od svojih staršev, Gospod, dragi, ki smo jih poslušali pri verovki ali v cerkvi. Gospod, dragi, hvala ti, da je to lepo zaznamovalo naša življenja,
da je lahko to spremenilo naše življenje. In Gospod, dragi, zdaj stojimo mi v odgovornosti, da to, ko si ti položil v naše življenje, da to, ko smo mi čuli, Gospod, dragi, damo naprej. In prosim te, Gospod, za modrost, za tvoje vodstvo, da bomo znali to naprej dati. Gospod, dragi, to ti želiš, kako je tvoja vola. Ne s nekšimi svojimi prerogatki, ampak, Gospod, dragi, da za strahu spoštovanjem širimo in glasimo tvojo besedo naprej bodočim generacijam. Amen. Amen. Tej psalm, šterega smo tu šteli, je kot tema prvega predavanja, pa ne moja predga, ampak kot prva tema predavanja na Rangerskom seminarju za sodelavce. Kajte, toliko ti ne veš, toliko si ne doživel, o tem ne poučuj drugega, zvolj to, kar boš ga naopak navčil. In to lahko ide na praktične stvari, to se lahko predvsem tiče duhovnih stvari. In zato je to prva tema, o šteroj mi učimo. In psalmista se vrne na to, psalmist uči o enoj živoj Bibliji, štera se prenaša iz roda v rod. Takrat, da je bilo to zapisano, ne je bilo svetega pisma, ajte, spodaj imam verjetno 7-8 različnih vrst ali prevodov, ne je bilo, ampak Božja beseda se je ustno prenašala v družine. In dan danes tega pri nas več žal nega, splošno učin. Upam, ka v naših vernih krajih, da to še obstaja. Ampak starši večinoma v tom svetu poznajo določene zgodbe in jih primerjajo z drugimi pravljicami ali zgodbami današnje literature, štere svoje dece štejo, pripovedujejo in to knjiga več te naravne rasti, naravnega podajanja Božje besede. In ne je čudno, ka je Sveto pismo gradilo ena izmed mnogih, žal dosti takrat, mnogih knjig, štera je samo še na zaprašenoj policiji, pa je trebej to doj spucati, štero smo dobri, kog deca nekdaj. Če te pitali bilo koga, vsak je prav, ja, mi imamo Biblijo doma, ne? Mogoče da mogo misliti, kje je, ampak jo imamo. Ampak to, da kristjane brez svetega pisma, to je, znate, to je kako, če bi mogli učiti v tuji jeziki, pa jezika ne poznate. Jaz sem imel včeraj eno zanimivo izkušnjo, ne? Jaz zelo slabo angleško znam. Jaz razumem 90% vsega, ampak dotrpej, ko je učiti, to sem jaz bolj tak. In včeraj smo mi imeli popoldan, cel popoldan sestanek tej evropski za rangere in ti so pa z cele Evrope in tudi z Amerike, ljudje poleg. In te sem mislil, pa ne treba je ponavljati za zjo Aleksa, Cuj, pa Donija, ne sta imela časa in sem mislil, pa to, kaj ti že sam upravim, to ne treba je nikak učati. Ampak, se je malo nočih zgodilo. Bili smo eno delavnice, ko so nas pomešali naključno v skupine noter in sem ga noter spodno v skupino z Amerikancom, za vodno rangerov celega sveta, pa z enim Fincom, pa enim Špancom, pa Švedom. In nemški ne je šlo, slovenski še menj je šlo in je sami mogli po angliški učati. Razumeli so me. Ampak predstavljate se mi, da morate iti pa nekaj strokovnega povedati. Tu ne je bilo za strokovne razprave, ampak je bilo ena takša malo izmenjava izkušenj v minulom lete, koliko je bilo. In morate iti nekam v Anglijo na eno strokovno delo, kjer morate strokovno nekaj voditi. Ne si mislite, dobro, angliški ne vem, pa vse v slovar. Se to že probali delate? Se s slovarom sporazumete, katastrofa. In biti kristjan in ne poznate svetega pisma, tega jezika, to je zelo, zelo težko. Primer, srečate se z enim čudnim kolegom, štiri vas izziva in zdaj na brzino, da poznaš, ko bi Biblija pravi na to, koliko je na to reagiran, pa hitro iščeš nekšno enciklopedijo, vzameš, pa iščeš provokacija, nič pametnega ne najdeš, iščeš ustrahovanje, panika,
Če en kolega bi napisal, poiskal njega nič in ti si praviš, pa ta krščanska enciklopedija sploh nema veze z realnostjo, z današnjim časom. Ampak to so enciklopedije, konkordance, to so pripomočki, samo osnovo. Pa mi moramo znati. To mora biti v nas. Kajti takrat, ko svetopisem mora biti naš osnovni besednjak. To znaš in razumeš, za kaj se ide. To je besednjak za spoznavanje Boga. Njegove zgodbe, biblijske zgodbe so ne samo zato, ker bi lepo bile za poslušati, ništa ne so niti ne lepe. Če stare zaveze, štiri določene zgodbe so ne lepe, bojmo se iskreni. Ampak mi moramo to razumeti, ko se za tem vse skriva, zakaj je to bilo povedano, zakaj so določeni dogodki opisani v Svetovem pismu in to mora biti dnevno nadgrajevanje za naše vsakodnevno življenje. Po izkušnjah doživetih ljudi, ko so v davnini, ljudje so v davnini to doživeli in so v Svetom pismu stvari zapisane, te paralele, ko mi potegnemo v naše današnje vsakodnevno življenje. Kako so ljudje takrat reagirali? Kako bi gnezni to napravili? Kako bi Jezus danes napravil, če bi se v takšoj situaciji znašel? In Psalm 78 nam prikazuje nekaj o tem, kako pomembno je, da se naučimo Božjo besedo. Daleko v njej doživljamo Božjo moč, njegove čudeže, njegova dejanja. In dragi, na prvo mesto psalm omenja Božjo moč. Bog je višji od našega sveta in mi smo v njegovi roki. Po Jezusu Kristu si doživljam tisto, ko je psalmist rekel, prebral iz tega, da je samega stvarstva naprej in cele zgodovine, ki je do takrat se zgodila z Božjim ljudstvom, je Bog imel oblast nad dogajanjem. Bog je imel moč obuditi Jezusa od mrtvih. In Bog ima moč, da je premagal celo smrt. In dragi moji, njegova moč je ta, da nam daje tudi večno življenje. In znate, dostakrat se mi za našo deco pogočavljamo o Božji moči, o zavipanju, ker Bog rekel pomaga. In pomembno je, kad mi to povejmo, da si ne treba božati v tom času, što živejo, kaj Jezus z njimi. In pomembno je tudi, da to so straje, da so v joki, da jih znamo potolažiti, da svoje zavipanje povejo slonjeno Gospoda, da znajo, da jih On ščiti. In zelo pomembno je, kad deco v tem poučimo. In od nas odraslih odvisno, na kakšen način to podale. Ampak, kako te pa danes enome moškome, zrelih let, štere stoji trdno v svojem življenju, da drži cigle, pripravlja v svojih rokah, da misli, da vse zmore. Kako te teme človek je povedal o Božji moči, da zna, on sam misli, da vse zmore son. Tu smo izzvani. In Božja pomoč je ne le samo za zaščito, kako deco učimo, da jih ščiti, ampak zavedajte se moramo, da Božja moč nam pomaga k popravljanju, da nas veže k odgovornosti. In poleg vsega toga nam še daje omejitve lastnega poželenja po moči. Da znamo, da zavipamo. Tudi če znamo, ko vse zmore. Ta je zbudi tako prepričanja, ne? Ampak kljub temu včasih se polome. Da znam, da obstaja nekdo, što mi leko zavipamo. In v Svetom pismu spoznal Božjo moč in njegove pravice do našega življenja. Doštejte Biblijo, dostakrat vidite, kako so ljudje, tudi ki so bili mogočni, mogli v končni fazi zavipati Gospodi in njimi dovoliti, da se njegova moč v njihovih življenjih razodela. Potem naprej omenja Božje čudeže. Bog se nam ljudem kaže v svoji suverenosti.
Poseže včasih v nepričakovano in v neprevedljivo. Njegovi čudeži kažejo na njegovo ljubezen do nas, ljudi. Še nas rešiti, še nam pokazati, kako hrepeni po nas ljudih. In znate, največji čudež, ktorega je Bog napravil, je to, da je Bog kot Božji sin postanil človek, da je prišel na našo raven, no enaki, da bi ga lahko mi spoznali. Za mene je to največji čudež, kar je v Bibliji napisane. In te čudežno omogoča, ko izkusimo njegovo ljubezen. In to vključuje dosta drugih čudežov. Čudežov, da doživljamo prisotnost Boga. Znate, doživeti Boga je za mene večji čudež, kot pa, povem tako, hoditi po vodi ali pa iz vode vino spremeniti ali slepo mi dati vid. Ampak doživeti živega Boga, stvarnika nebes in zemlje. Za mene je to največji čudež, ktorého lahko samo Gospod napravi v naših srcih. Povedujte svojim bodočim generacijam, piše, v Božjih dejanjih. Psalmist učiti o Božjih dejanjih. Bog je ne jedan ohlapni dedek s policov, dolečno dostakrat smo primerjavo davali, štere več dobro ne vidi in dobro ne čuje in šterega več ne skrbi za oddaljene ljudi. Ne, Bog dela še dan danes v velikih stvarih in tudi v malih. In že v prvih stavkih Svetega pisma spoznavamo Božje ravnanje. Vidimo Božji načrt stvarjenja, vidimo njegove posege, vidimo njegove popravke, vidimo njegovo vodenje ljudmi, vidimo, da se Bog celo prilagodil v določenih primerih. Vidimo Božje odpuščanje, vidimo nove začetke. Sveto pismo ne uči o nekšoj teoriji o Bogu, ampak nam uči o zgodovini Boga z nami ljudmi. Bog je ne teorija, ništa ne pravi nekša energija, magija, kakoli. Ne, ampak je dejstvo. To, kako se zgodovina, štera se je zgodila, več ne da spremeniti, to vse skozi znamo, tu kljub tebe, ki bi dosta stvari radi spremenili, ne da se. Ko je bilo, se je zgodilo. In to, je tudi Božja beseda, opis zgodovine Boga za nami ljudmi. Nekje druge bi rekel preštele Božje besede, ki se lahko iz svoje preteklosti od prednikov včimo. Psalmist uporablja tudi te tri ključne besede, ki opiše, kako se nam Bog razodeva po svoji besedi. Njegova moč nam kaže njegovo veličino, njegovi čudeži nam kaže njegovo voljo, da nas reši, in njegova dejanja so znaki njegove ljubezni. Zdaj pa psalmist ide še dole in našteva, ko se lahko navčimo o sebi, o svojem odnosu do Boga, da zaupamo Bogu, da ne pozabimo njegovih dejanj in da zvesto izpolnjujemo njegove zapovedi. Ta vrstica je še od zore gor lahko daš tudi. 7. Najprej psalmist omenja, da je zaupanje v Boga za nas odločilo. Zaradi zaupanja v Boga je odvisno, če Sveto pismo grata naša dnevna rabljena knjiga in da je imela za mene smisel. Celotna Biblija uči o zaupanju v Bogu, poroča o uspešnih, zaupnih ljudeh, poroča pa tudi o tistih ljudeh, kateri so ne zaupali Gospode, so spodnili. In končno Jezus Kristus zgradi tej most zaupanja med nami in Bogom. Omogoča en osebni pristop ali dostop do Boga Očeta. Zaupanje je v svetih pisemskih zgodbah zelo praktična zadeva. Če je nekako v veliki stiski, ne ve, kako da napravo, se lahko vedno znova obrne k Jezusi, kot svojimi zadnjimi upanji. Ne ima druge možnosti, ne ima mogoče tistega plana B ali nekše čarobne tabletke, ne, ampak na svoj najgljubljoj točki obupa
primlje za Jezusovo roko, šterega iztegne. Dostakrat vi vidimo tisto slike, ste že videli sigurno, da so časem imel kaj poisko, Jezusovo roko iztegnjeno in da se ljudje lovijo za tisto roko. Tega se moramo zavedati in ta slika meni dosti pove. Gospod ima vedno stegnjeno svojo roko. Od mene je odvisno, čemu je prijo. Od mene je odvisno, čemu je prijo. V zgodbi, da povežem, v zgodbi o izgubljenem sinu vidimo, da je sin tisti, ki je odišel vse zapravo in da se je vračal za strahom svojemu očete. Što ga je najprej zagledno? Oče. Zakaj ga je zagledno? Slučajno? Ne. Je zvrlen, da je s hrepenenjem, za željo, za strastjo vgledal v smeri od šterebino in njegov sin se vrnil. In to je naš Gospod, če njim zavipamo, ima on vedno iztegnil za svoj rokav. Od tebe pa je odvisno, ko boš z tega napravil. Dejanja nikoli pozabljena. Če me Bog ujame, da se naveže na to v to enem prostom paci, da ga več nemam vipanja, da ne vem kako naprej, potem se tu za mene nekaj spremeni. In da razmišljam o svojem življenju, se lahko spomnim dosta situacij, da sem bil v takšnem primeru, da sem enostavno lahko samo za Gospoda segnil in sem videl, da je njegova ljubezen do mene še vedno ista. In zdaj takšne izkušnje, štere mi imamo v svojem življenju z našim Gospodom, to so za nas ta osnovna besedišča. Poleg Božje besede, štere poslušamo. Da vidimo, da nam Gospod resen, ne samo kaj je to zapisano, ampak da je to realna stvar. To mora biti naša osebna izkušnja. Mi se moramo določenih stvari iz Božje besede navčiti. Verjamem, da nekatere stvari znamo. Glih tok pa se moramo navčiti na svojih lastnih izkušnjah z svojim Gospodom. Tudi te stvari moramo imeti v svoje spomine. In včasih sem šokirane, verjamem, kot tudi vi, kako kratki spomin imamo. Ko hitro pozabimo na stvari, ki smo od Gospoda prijali. Ko hitro zjamramo. Namesto, ko bi malo potrpeli, malo skavšli. Pozabljamo na dejanja skoraj hitreje kot na besede, štere smo se včasih navčali. In nadaljujemo z svojimi dnevnimi poslami. In potem smo presenečeni, zakaj od Gospoda tako malo doživimo. To smo bili vse pozabili. Ne, spomnimo se, zahvaljujemo se, prepovedujmo bodočim generacijam. Povejmo jim naprej, kako te je Gospod pomagal, ko se je s tem zgodilo. In znate, včasih je dobro, ko se vzememo čas. Ko sem pravil, kratki spomin, kratko lajto imamo, včasih pravimo mi, ne? Zapiši se doj. Zapiši se spomine, zapiši stvari. Jaz sem na slovesi, ko se to mi vrnem od senior pastora, tu sem vseska opazoval, koliko zapiskov je on v svoji Bibliji imel. Znon, da je dosta si pisal in dobro je to, da si zapišete stvari, da preštejte Božjo besedo in se spomnite pri podobnega dogodka, štergo ste vi doživeli, pa to se cuj naškravajte. Biblijo se leko noter piše. Mi djeto vseska učimo, da doma knjige štejo, z knjižnice pa to, kot noter se ne sme pisati. Pa Biblija je živa knjiga. Zapišite se noter, napravite se noter zapiske, počrtajte se in spomnite se stvari, štere mu je Gospod dal. Zvesto ubogate ali izpolnjevati njegove zapovede. Zaupanje v Boga in zavedanje, kaj je on naša zanesljiva pomoč, nas obvezuje, ko živimo življenje njemi dostojno. Življenje šterno daje veselje, življenje šterno daje radost. In v našem življenju je dosta vsakodnevnih odločitev, štere moramo
napovedi in ki nas izzivajo, da zavzememo eno pravilno stališče, da se vključimo za svojim življenjem v Božjo voljo, ali pa najprej sledimo svojim načrtom. To bo geščen. Dostakrat mi to napravimo. Zamislimo si stvari, tok pa tok bode in te idemo v molitvi pred Gospoda, da si damo to potrditi. Bomo si iskreni. In te se kasneje vprašamo, zakaj smo ne uspeli, kaj je bilo naopak. Na mnogih razcepih je zelo enostavno razbrati Božjo voljo. Če nas nekako pozove prijatelj, kanice noše bo moč, komu napravili? Počakaj malo jutro po jutre, ali pa odložimo za mlade igrice kroj, ali pa ugasnemo televizijo, ali pa knjigo, ali pa opustimo svoje pravilo in idemo pomagati. Naša odločitev. Zelo enostavno bi mogel biti nov odgovor. Če je v enem spore, v enem prepire, vsaj malo vipanja za mer. Mu prekinili te pogovore? Ne, ampak mu nadaljevali, mu probali najti rešitev. Zelo enostaven odgovor. Če naši zaposleni ugovarjajo, ali naši sodelavci ugovarjajo enega kolega ali so zaposlenega, komu napravili? Se jim priključili ali mu pa zagovarjali tistoga. Kot kristjani zelo enostavno najdemo odgovor. Moramo ga zaščititi. In v našem življenju bi mogel biti čas za Boga, čeprav dostakrat postavimo druge stvari v ospredje. Ampak znate, dostakrat smo na potih, na razcepih poti, da so ne tako enostavne odgovore. Da moramo iskati Božjo voljo. Mama z decov, kozoj, mu šlo v službo, deco damo v vrtec, ali pa svoj čas posvetila dece. Tu je odločitev ne tako enostavna. In nič samo res modrost od Gospoda, da vidimo, kaj je pravilno, kaj je najboljše. Kako da šel moja zakonska zveza naprej? Se mogoče sprašuje prevarana žena, prevarani mož? Ali bomo probali še enkrat? Ali pa pustimo se? Ne je tako enostaven odgovor. Nič samo Božja modrost. Nič samo, da znamo, ko Gospod šče za naše življenje. Jezus nam prek svojega pisma da znati, da v ključnih razcepih naše poti, da se odločamo, kako in kako naprej, da nas on tam čaka, da šče biti z nami. On šče biti v enem tesnem odnosu, on šče biti z nami v razgovore, da skupaj odločamo, kako naprej. Ne to pa samo takrat leko, če ga poznamo. Če znamo, što je on. Če se vzememo čas in imamo oseben odnos z njim, ne samo takrat, v tistem trenutku, z tega potem ne bomo slišali, ne bomo spoznali njegov glasu, ampak vsakodnevnosti. Da se nam odpirajo poti za našo prihodnost. Kako naprej? Komu napravili? Morda obstaja na toj poti še kakšen voz, kakšna slepa ulica, ali Jezus šel tu na toj poti z mjov. Znate, Jezus je pripravljen iti z nami. In dostakrat mogoče ne bomo razumeli, zakaj in ko. Dostakrat tudi, če smo napravimo po svojoj volji, se odločimo po svojem prepričanju, nas ne repi vso same, ampak verjetno ne bomo uspeli, bomo spodnili, ampak takrat ne krivimo Boga, zakaj se je to zgodilo. Ampak se pitamo, zakaj je to tako moglo biti. Ali sem res napravil to, je Gospod ščil, ali je pa to moja odločitev bila, štero sem ščil, ko je Jezus
mene sledi na mesto obratno. Obstajajo pa tudi vedenja, ki nam kaže na ten način, da stojimo na razcepi in se pitamo, kako naprej. Človek vedno se mora pitati, Jezus, ko ćeš ti? Kako ide naprej? Ko želiš ti? In ne obratno, da imamo mi zastavljeno pot in povedati, Jezus, glej, tok pa tok, ti pa pozmjov. Ne, ampak dovolj ti je, da nam pokaže mogoče drugo smer, kako smo se mi zamislili. In da se to zgodi, ko mi napravimo te, čisto človeško zagledano, začnemo se dostakrat pogajati. Pa zakoj? Pa to ne je dobro, pa ti, kole se zgodilo, to nikoli ne pela. In če da smo v takšnih stvaraj, da ne zavijamo Gospode, potem se pitamo, zakaj se nikoli ne zgodi, zakaj nikoli ne doživim od svojega Gospoda. Da bodo stavili svoje zaupanje in ne bodo pozabili, da je Gospodovi, teveč bodo njegove zapovedi izpolnjevali po celem svojem življenju. Bog nam daje vse. On ima moč, ki nas iztrga iz vseh groženj. On dela čudeže in nas prepričuje o svoji ljubezni. Njegova dejanja so vidna v našem življenju in resnično njem mi leko zavipamo. Leko se spomnimo njegovih dejanj in izpolnjujemo njegov volov. In Sveto pismo nas k tome spodbuja. V njem je vredno, ko štejemo noter. Da jo razumemo, da postane del našega življenja in da se za naše življenje Božja beseda in naš odnos z Bogom, tvoj oseben odnos z Bogom, je tvoje osnovno besedišče, šterote, pela skozi življenje, ko se leko sporazumevaš, ne samo z drugimi, ampak za samim svojim življenjem. Bog šče svojo besedo tisniti v naše življenja in nam omogočiti, kam vključali jezik vere, jezik zavipanja našemu Gospodu. In na nas je, komu sto napravili. Poslušaj moje ljudstvo, mojo postavo. Nagnite svoje ušesa k izreku mojih ust. Odprl bom svoje usta v priliki. Dal bom žuboreti uganke iz davnine. Kar smo slišali, reči, ki jih poznamo in so nam jih naši očete pripovedovali. Ne bomo prekrivali pred njihovimi sinovi, temveč bomo pripovedovali poznejšemu rodu o slavnih Gospodovih delih in njegovi moči, o njegovih čudežih, ki jih je naredil. Ne bude naše hrepenenje, naša želja, da spoznamo več od Gospoda. Da spoznamo ne samo Božjo besedo, ampak da imamo čim več doživeti za našim Gospodom, ki jih bomo potem leko bili naprej. Gospod Jezus, ker sem ti hvaležen za to jutro. Hvaležen sem ti za tvojo besedo, Gospod, dragi, što si ti gučil na moje srce, što si ti gučil, jaz verjam tudi na srca mojih sester in bratov, Gospod. Prosim te, da resnično razmišljamo o tem. Da gradimo svoje zavipanje na tebi, Gospod, da gradimo svojo vero, ki je trdno temelji na tebi, Gospod, dragi. Jezus, resnično te prosim, daj naj bodemo tvoje učence. Gospod, dragi, naj bodemo kasneje iz učencev tudi učitelji, ki bomo včili, poučevali to, ko smo sami doživeli, ko smo se sami navčili. Gospod, dragi, to zdaj že v tvoji imeni. Se zahvaljujem vsem preteklim generacijam, ki so nam podali tvoje besede, Gospod, dragi, in blagoslavljam vse bodoče generacije. Naše najmlajše to v zgornjih prostorih, Gospod, dragi, da to, ko zdaj učijo, ko zdaj poslušajo, Gospod, dragi, naj to zaznamuje njihova življenja. Naj to zaznamuje njihove odločitve, da ostale na razpotih
da stole pred vprašanje, kako naprej v svojem življenju, da dogledali na tebe. Da mogoče pravile, aha, moj dedek, moja babica ste me tako včela, njo bi tako napravilo. Jezus, ko praviš ti. Gospod, dragi, hvala ti je za to, ko smo doživeli in za vse to, ko še bomo. In hvala te, Gospod, dragi, tudi za sigurnost, da si ti zmagovalec in da smo mi s tebo zmagovalci. Gospod, dragi, naj to veselo novico širimo naprej, tudi v teh čudnih časih. Gospod, dragi, znamo, da imaš ti kontrolo in oblast nad dogajanjem, ki je okoli nas. Zato ti zavipamo in da čemu še naprej sledite. Amen. Amen. Amen.